Julija Potrč-Šavli je uveljavljena književna prevajalka iz finščine in angleščine. V zadnjih letih pa jo vse bolj spoznavamo tudi prek njenih prevodov estonskega leposlovja. Trenutno je edina prevajalka leposlovja z tega govornega področja, v nekaj letih pa je slovenskim bralcem, tudi najmlajšim, omogočila branje priljubljenih vrhunskih sodobnih del estonske književnosti. Doslej zadnja med njimi je knjiga kratkih pripovedi Urma Savadija, Duša ob cesti. Prav ob tej knjigi bomo z Julijo Potrč-Šavli razmišljali o posebnostih estonskega jezika, o njegovi zahtevnosti, o trendih v sodobni estonski književnosti in še čem. Z Julijo Potrč-Šavli se bom pogovarjala Tina Kozin. Julija Potrč-Šavli, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni, hvala za povabilo. Hvala za vaš prijazen odziv. Julija, doslej smo vas poznali kot uveljavljeno prevajalko iz finščine in angleščine. Mislim, da prevajate tudi v angleščino. Zdaj pa že nekaj let prek vas lahko sledimo tudi estonski književnosti, kot sem povedala. Zanima me, kako je potekalo vaše zbliževanje z estonsko književnostjo in z estonsko kulturo sploh. Jaz zdaj že približno 15 let recimo prevajam iz finskega jezika v slovenščino književnost in ko sem, v bistvu se mi je zdelo, da finsko že kar obvladam in sem že kar nekaj let prevajala, sem čutila željo, da bi se učila še enega jezika in v bistvu je bila estonščina zelo logična izbira, zato ker je prav tako kot finščina v bistvu ugro-finski jezik in je edini jezik, ki je finščini vsaj približno podoben od evropskih jezikov. Zdaj tudi madžarščina je v ugro-finski skupini, ampak madžarščina je pač toliko oddaljena finščini, da v bistvu ti ne pomaga kaj veliko. No? Če znaš finsko, besede so popolnoma drugačne, jaz madžarsko res čisto nič ne razumem, čeprav finsko govorim tekoče. Tako da je bila estonščina neka naravna izbira, hkrati pa me je tudi zanimala tudi estonska literatura. Videla sem tukaj tudi eno priložnost, glede na to, da nismo imeli še nobenega literarnega prevajalca v Sloveniji iz estonščine in se mi je zdelo, da če se naučim tega jezika, bom imela dostop do odličnih oziroma do zanimivih novih avtorjev estonskih in da lahko tukaj nekaj novega prinesem s prevajanjem tudi iz estonščine pač v Slovenijo. Kakšne pa so sorodnosti in razlike med estonščino in finščino, glede na to, da ste že omenili to različnost madžarščine, sta si zelo blizu ali niti ne? Ja, načeloma sta si kar blizu, jaz sem nekako naivno pričakovala, da se bom jaz estonščine zelo hitro naučila, glede na to, da znam že finsko, ampak potem, ko sem šla v Tallinn na poletno univerzo in sem se tam začela dejansko učiti, sem videla, da ne razumem zares kaj dosti, no, nekatere besede že, tudi slovnična struktura je podobna, nekatere besede prepoznaš, ampak sem mogla kar pošteno zavihati rokave in se začeti učiti praktično skoraj od začetka. Zdaj Finci in Estonci med sabo, po mojem, če nimajo predznanja, se v bistvu ne razumejo. Je pa tako, da ko je bila Estonija še v del Sovjetske zveze, so oni zelo si prizadevali recimo gledati finsko televizijo tam na severni obali, kjer so dobili signala, ne. To jim je bil v bistvu neko okno v svet in tudi na zahod, tako da njih je to zelo zanimalo in veliko Estoncov, mogoče malo srednja, starejša generacija zaradi tega razume finsko. Obratno, da bi pa recimo Finci razumeli estonsko, pa spremljali takrat estonsko televizijo, pa tako tega pa ni bilo, no. Tako da moram reči, da Finci po povprečju slabše razumejo estonsko in tudi večinoma v Tallinnu ali pa v Estoniji vidiš, da se kar velikrat kar v angleščini raje pogovarjajo. Raje načnejo pogovor v angleščini, ker se jim zdi to bolj vljudno, kot pa da pridejo Finci v Estonijo in pričakujejo, se vi pa znate finsko s tem nekim pokroviteljskim odnosom. No? Tako da v bistvu tega ni, da bi se kar med sabo razumeli, kad se mogoče ne vem, Švedi pa Norvežani, vem, da se lahko pogovarjajo, sta dva različna jezika seveda, ampak
dovolj podobna, da se razumejo, pri Fincih pa pri Estoncih pa tega ni, no, da bi se razumeli brez nekega prejšnjega poznavanja jezika. Za kako zahtevan jezik gre? Estonščina in finščina imata tam recimo 15 sklonov, tako da to je že ena velika razlika. Tudi besedišče je popolnoma drugačno, ne? Tako da tukaj struktura je čist tudi drugačna in na začetku je res treba vložiti zelo veliko napora, da se naučiš osnov, no potem pa, ko osnove enkrat osvojiš, gre pa lažje. Estonščina ima tudi kar nekaj besed so prevzeli iz nemščine, tako da mogoče to malo pomaga, vseeno struktura estonščine mogoče je vseeno malo lažja kot pri finščini, ampak v vsakem primeru oba jezika sta precej zahtevna. Predvsem je pa zahtevno to, da mi nimamo nekega stika, ne, s temi jeziki, ker tukaj v Sloveniji smo izpostavljeni različnim jezikom, imamo, ne vem, v ušesu imamo nemščino, italijanščino, tudi pač romanski, germanski jeziki so nam bližje, seveda vse te balkanske države so nam tudi precej bližje, jih kar nekako razumemo, ampak estonščine in finščine pa praktično nikoli ne slišimo in tudi zato je to, lahko rečemo, nek eksotični jezik, ki se ga potem zaradi tega mogoče težje učiš, ampak tudi besedišče, slovnica, vse je zelo drugačeno kot v slovanskih jezikih. Iz obdobja Sovjetske zveze, ki ste ga omenili, če se ne motim, izhaja tudi ruska skupnost v Estoniji. Kako pa danes sobivata ruska, v narekovajih seveda estonska književnost in estonska književnost in tudi ljudje? To je zelo zanimivo in tudi pomembno vprašanje. Jaz se mogoče tega aspekta nisem toliko zavedala, no, dokler nisem bila dejansko v Estoniji in sem videla, poznala sem številke od 1,4 milijona prebivalcev, kot jih ima Estonija, je približno četrtina rusko govorečih, tako da nekje 300,000 prebivalcev, ampak si predstavljaš v redu, oni živijo tam že dlje časa, večinoma so to ljudje, ki so jih v času Sovjetske zveze nekatere tudi na silo tja preselila, ne, in pač Estonci so bili tudi deportirani, ampak si predstavljaš, da če oni živijo tam že celo življenje, bodo imeli vsaj neko osnovno znanje tudi estonščine, vendar pa temu ni vedno tako, no, tako da ni nič nenavadnega, da v Talinu srečaš ljudi na cesti, ki so pač rusko govoreči in ne znajo v bistvu niti osnovnih stvari v estonščini, recimo, če nekoga vprašaš, kje je pošta, nekaj čist povsem običajnega, preprostega, nekateri ti rusko govoreči v bistvu tega ne razumejo, tako da jaz sem potem spoznala, da je ta ruska skupnost v bistvu kot nek manjši ločen svet v Estoniji. Sem ugotovila, da imajo ruske šole, ruske trgovine, ruske lokale, kamor zahajajo in da so v bistvu to kot dva nekako ločena svetova, no, kar se mi je zdelo zelo zanimivo, da ni več te integracije. Vem pa, da si Estonija vseeno prizadeva, da bi bolj integrirala zlasti govorno, no, to rusko govoreče prebivalstvo, tako da prav z letošnjim letom, šolskim letom 24-25 so uvedli obvezno izobraževanje vsaj v nižjih razredih osnovne šole tudi v estonščini. Se pravi, da ti recimo rusko govoreči otroci, ki živijo v Estoniji, se bodo mogli vsaj neke osnove estonščine tudi naučiti. Tako da zdaj so s tem začeli, sigurno prav s tem namenom, da malo bolj povežejo te obe te skupnosti, no. Tako da to mi je bilo zanimivo, da je res taka velika nekakšna ločnica med njimi. In da bivaš nekje in se ne naučiš tistega jezika, ne? Da si v bistvu že generacija mogoče starih staršev, pa potem staršev in otrok, da so v bistvu vsi govorijo samo rusko, tudi nekatere četrti v Talinu so praktično samo ruske, no. Zlasti pa se to pozna potem ob vzhodni meji, tam območje, ki meji z Rusijo, recimo Narva, tam pa je praktično, vidiš samo tudi napise v ruščini, vsi govorijo rusko, tam je pa več tega rusko govorečega prebivalstva, ampak tudi
recimo Tallinnu, ki je glavno mesto, tudi tam jih je kar precej. Zdaj, kar se tiče pa književnosti v ruskem jeziku, ki je v bistvu estonska književnost pisana v ruščini, so se pa konec 90-ih začeli malo bolj zavzemati intelektualci in tudi sami avtorji za to, da bi bila ta ruska književnost bolj povezana tudi z estonsko. Začeli so opozarjati na to, da so v bistvu oni estonski Rusi, so si rekli. Takrat so upeljali ta termin, konec 90-ih let, prav zato, ker so si želeli, da so bolj povezani, da bi tudi estonska, literarna kritika bolj upoštevala tudi ruska dela, ki izhajajo v Estoniji, in to jim je tudi precej uspelo. Zdaj je nekaj avtorjev, ki pišejo v ruščini, naprimer Andrej Ivanov in pa pesnik Igor Kotjuh. Igor Kotjuh je tudi gostoval na festivalu Vilenica, recimo pred 2 letoma. Ona dva sta taka primera, da pišeta v ruščini, ampak sta postala del te nekako glavne estonske književnosti. Se je pa še leta 2012 so imeli eno večjo polemiko glede romana Andreja Ivanova, ki je bil pa napisan v ruščini, ampak ni izšel v ruščini, je bil preveden v estonščini ta roman, Prgišče prahu se imenuje, in je v bistvu bila taka situacija, da je izšel samo v estonščini, hkrati pa ni bil nominiran za najboljši estonski roman leta, čeprav je bil zelo, zelo popularen in dobro tudi kritiško sprejet, ampak argumentacija je bila, da v ruščini je bil napisan, ampak ni izšel v ruščini, tako da ne more biti nominiran za najboljši rusko napisano delo, hkrati pa tudi ni bil napisan v estonščini in so ga v bistvu izključili iz obeh kategorij. No, in takrat se je začela malo večja polemika, oglasili so se številni intelektualci in so rekli, in tudi kritiki, tudi drugi avtorji, in so rekli, da se jim to ne zdi prav, da je treba vseeno malo bolj vključujoče gledati, da književnost estonska ne more biti zdaj omejena res rigidno s konceptom narodnosti in jezika, ne samo tisti, ki pišejo v estonščini, ampak da je treba to tudi širše vzeti in da bi si ta roman tudi zaslužil, da bi bil nominiran za najboljši roman leta. Tako da od takrat se tega mogoče še malo bolj zavedajo, ampak se mi zdi, da tukaj je bil en velik korak naprej storjen vseeno v zadnjih 10-15 letih, da so bolj povezani, vključeni tudi v literarno sceno, to glavno estonsko, tako da so te povezave se krepijo. Te nekdanje države Sovjetske zveze so nekatere kar močno zaznamovane s tistim obdobjem. Spomnim se, ko sem bila v Litvi, smo delali nek projekt in smo snemali tamkajšnje prebivalce in ko si jih vprašal, kaj o tem obdobju Sovjetske zveze ali konkretno o Rusih in tem delu njihove zgodovine, si naletel na molk. Tu se je vsa zgodba končala. Tako da v bistvu me je zato zanimalo, kako danes biva prav ta ruska književnost znotraj estonske. Torej se avtorji čutijo kot Estonce. Ja, zdaj jaz bi rekla, da trenutno je situacija taka, da se čutijo kot Estonce, je pa spet ta odvisno malo tudi od avtorja. Andrej Ivanov, ki sem ga pravkar omenila, on večkrat poudarja, da je nekako nadnacionalni avtor. Noče se omejiti preveč. Pravi, da on piše nadnarodno književnost in da se noče omejiti s konceptom tudi narodnosti, da noče se opredeliti kot Estonca ali pa kot Rusa, piše v ruščini, živi v Estoniji, je Estonac, ampak njemu je pomembno to, da se njegove knjige berejo, da jih lahko berejo vsi. Tudi niso tako nekako specifično, tudi tematsko zamejene, da bi rekel, da zanimajo mogoče samo nek ozek krog ljudi, recimo samo to rusko skupnost v Estoniji, ampak so dosti take mednarodne in on se opredeljuje tako da recimo Igor Kotjuh, pesnik, se pa vidi prav kot njega pa zanima vzpostavljanje mostov med obema tema skupnostima. Tako da on pa prav zavedno dela na tema, da je ustanovil tudi društvo za promocijo estonske, ruske književnosti,
pomaga pri organizaciji največjega literarnega festivala v Tallinnu, tako da je zelo vključen tudi v literarno dogajanje v Estoniji. Je pa trenutno, zdaj, če se malo tudi od književnosti oddaljiva, sigurno se ta vpliv, ko so bili pod Sovjetsko zvezo, zelo čuti na celem območju baltskih držav in tudi trenutno v Estoniji se čuti še zmeraj grožnja Rusije. Glede na rusko agresijo v Ukrajini se tudi Estonci in tudi drugi baltski narodi bojijo te sosede in se bojijo, kaj bi se lahko tudi z njimi spet zgodilo. Bojijo se spet kakšne nove agresije tudi na njihovem območju. To je kar zelo čutiti. Tako da na Finskem mogoče malo manj, ampak v Estoniji, Litvi in Latviji, kjer so imeli pa že precej izkušenj negativnih v času Sovjetske zveze, je pa to ena tema, ki je zelo trenutno prisotna. Julija Potrč-Šavli, da se vrneva k literaturi. Kot sem omenila v napovedi, in tudi vi ste omenili, da ste trenutno pač edina, ki prevaja leposlovje neposredno iz estonskega jezika. To ima seveda svoje prednosti, kajti imate povsem odprto področje pred seboj. Ravno zaradi tega pa je to tudi velika odgovornost. Kako sami doživljate to in kako potem recimo izbirate med potencialnimi avtorji, ki jih ponudite slovenskim založbam, ukolikor vam seveda te ne naročijo kakšnega prav specifičnega? Ja, v bistvu gre tukaj za vprašanje literarnega posredništva. V bistvu na nek način prevajalci pogosto delujemo tudi kot nekakšni literarni agenti. Se pravi, da imamo zelo dobro poznavanje, moramo imeti literature tega govornega področja, iz katerega prevajamo, in potem vedeti hkrati, katerim slovenskim založbam bi določena knjiga ustrezala, izbrati tisto, kar se nam zdi dobro, vredno prevajanja, in potem to ponujati recimo slovenskim založbam. Jaz sem tega kar precej počela, do določene mere še vedno, ampak se je pa položaj kar precej spremenil. Recimo 15 let nazaj, ko sem začela prevajati iz finščine, praktično nobena slovenska založba ni vedela, ali pa uredniki so manj poznali to finsko literaturo, seveda tudi estonsko. Zdaj pa v zadnje 10 letih se je pa število literarnih agentov na Finskem in Estoniji precej povečalo. Tudi vidi se, da je to delovanje recimo na sejmih, na knjižnih sejmih. Slovenija je bila lani častna gostja v Frankfurtu. In to so prav take priložnosti, kjer potem uredniki sami dobijo neke ideje oziroma predloge finskih ali pa estonskih založb, tako da tega dela jaz opravljam zdaj precej manj kot na začetku, zdaj se res bolj lahko posvečam prevajanju. Moram reči, da to nekakšno literarno posredništvo je seveda čudovito, da imaš te priložnosti izbrati svojega avtorja, hkrati je pa to tudi precej časovno zahtevno, precej časa ti vzame, na nek način je to kot še ena dodatna služba, da bi jaz res sledila različnim področjem, mladinski književnosti, prozi, poeziji, dramatiki, vse to pokrivala, vse prebrala, potem vedela, komu to priporočati, bi se lahko praktično samo s tem ukvarjala. Zagotovo. Mene pa zanima bolj prevajanje, tako da tukaj v zadnjih letih večinoma imajo založbe že kar same predloge in mi predlagajo zanimive, dobre stvari, in se potem kar hitro dogovorimo za te predloge njihove, ki jih sprejmem, in potem večinoma zdaj to tako poteka, da prevajam tisto, kar uredniki v Sloveniji predlagajo. Prevajate pa tako prozo kot poezijo in v finščini ste prevajali tudi že dramatiko. Zanima me, glede na to, da ste bili že sourednica in prevajalka pri vileniškem antološkem zborniku Melestik, tam je bilo kar nekaj poezije, tudi krajše pripovedi, pa me zanima, je katera od teh literarnih zvrsti trenutno prevladujoča v estonski književnosti ali vsaj bolj priljubljena, ali pa morda kateri literarni žanr ali ne in relativno vse živijo enakopravno?
Ko sem pripravljala antologijo sodobne estonske književnosti skupaj z estonsko sourednico Kathleen Kaldma, ki je tudi pesnica in je tudi prevedena v slovenščini, no, imamo celo njeno pesniško zbirko v celoti prevedeno, kar je kar redkost, ampak takrat me je presenetilo, ko sem spoznala, koliko res kvalitetnih pesniških glasov, hkrati pa tudi proze, no, ampak se mi zdi, da zlasti poezija je bila tukaj mogoče še malo bolj prevladujoča, da imajo zelo veliko tudi mlajših pesnikov, že bolj uveljavljenih, skratka, imajo literarne revije, nekatere so posvečene prav samo mlajšim avtorjem in pesnikom. Ta scena pesniška je zelo živa v Estoniji, no? Ne vem, aj tukaj kakšen, kaj Slovenci radi zase rečemo, da smo pesniški narod, a ne? Ampak se mi zdi, da tudi Estonci na nek način bi lahko rekli, da so kar pesniški narod, no, tudi cenijo poezijo, pesniška scena je zelo živahna in zelo razvita, tako da je bilo kar težko v bistvu izbrati 11 pesnikov in pesnic. Je pa tudi proza seveda kvalitetna, ne. Poleg tega v Estoniji je tudi dramatika zelo razvita, no. Glede na obisk gledaliških predstav so celo prav v samem evropskem in tudi skoraj svetovnem vrhu, glede na število prebivalstva seveda, ne. Tako da Estonci in tudi Finci, moram povedati, zelo radi in zelo veliko zahajajo, hodijo v gledališče, to je pri obeh tudi poletna gledališča, imajo tudi zelo veliko teh neprofesionalnih gledališč, no, v glavnem gledališče in dramatika sta tudi zelo, zelo pomembni in zelo prisotni v njihovem življenju. Imajo izvirna dramska besedila. Ja, zelo veliko izvirnih dramskih besedil, seveda tudi potem prevodov, ampak ja, zelo, zelo veliko imajo tudi svojih avtorjev dramskih besedil. Hkrati pa moramo omeniti še področje mladinske in otroške književnosti, ki sem se mu do zdaj večinoma posvečala, no, večinoma sem prevajala otroške knjige iz estonščine in tudi na tem področju so izredno močni. Imajo zelo dobre avtorje, avtorce in tudi ilustratorje. Redno dobivajo tudi mednarodne nagrade, knjige so uvrščene v katalog belih vran, tako da imajo, zelo močni so na tem področju in ni težko najti res odlične otroške in mladinske estonske literature. Kar je spet podobno slovensko. Ja, kar je res podobno slovensko, ja. Julija Potrč-Šavli, da se zdaj obrneva malo, preden nama zmanjka časa, še knjigi Duša ob cesti, Urma Savadija, pa spet to standardno vprašanje, kako to, da ste izbrali prav to knjigo, kajti tu pa mislim, da ste izbrali vi. To sem pa res izbrala jaz. Urma Savadija z njim sem se spoznala ob pripravi antologije sodobne estonske književnosti, ki sem jo že omenila. To je zbornik, ki je šel leta 2022 v okviru festivala Vilenica. Avtor me je navdušil z zgodbo, ki je vključena v to antologijo, ki je malo absurdna, tak hecen zaplet ima, dve družini živita v sosednjih hišah in ena od teh družin ima za hišnega ljubljenčka pritlikavo svinjo, do katere se obnaša kot do enega otroka. Najbolj pa potem sosede užali, ker ta par da pritlikavi svinji enako ime, kot ga ima njuna hčerka. In potem se pač dereta, pridi Marele, pridi večerja, pridi, gremo pančat in tako naprej. Tako da to se mi je zdelo res tak zelo posrečen zaplet, no, to tak izstopajoč, ta humor, neka zafrkanskost, igrivost mi je bila zelo blizu, no, in sem prav avtorja prosila, če mi lahko pošlje kakšne svoje kratkoprozne zbirke in mi je poslal vse. Tako da potem sem jih prebrala in zbirka Duša ob cesti me je res navdušila. Predlagala sem potem to zbirko Gaji Kos, ki je urednica zbirke Stopinje pri Lud literaturi, ki se posveča prav prevodni kratki prozi. In urednica se je tudi strinjala, tudi njo je navdušila, tako da potem so se kar hitro odločile, da bi pač prevedla to zbirko in da bi imeli tudi pri nas nekega sodobnega estonskega avtorja. Moram povedati, da ta zbirka je šla leta 2021, se pravi kar pred nedavnim, no, in to je res redkost nekaj novega tukaj v Sloveniji, da imamo estonskega avtorja, hkrati pa tako sodobno, tudi v bistvu skoraj pač sočasno oziroma zelo z malo zamika je šla ta zbirka, no, kar me res veseli.
Ja, to je tudi mene presenetilo med branjem, sprva sploh nisem tega zaznala. Potem pa, ko sem prebrala, da govori o rusko-ukrajinskem konfliktu, sem šla pa prav pogledat. Mislim, res je redko zdobiti tako sodoben prevod nekega dela. Ne? Je in tudi zato se mi zdi mogoče še bolj res aktualna, ne? Tudi nekatera vprašanja, ki jih odpira, so aktualna, hkrati so pa te zgodbe dosti univerzalne in nekako se mi zdi, da niso spet omejene, da bi mogli poznati nek kontekst, Estonijo, da bi lahko v njih uživali. No? Se mi zdi, da so zelo tako odprte s tem humorjem, da lahko res nagovorijo širok krog bralcev. Se strinjam. Urmas Vadi, kdo je? Urmas Vadi je drugače zaposlen kot kulturni urednik in novinar na Estonskem nacionalnem radiju. Piše dramska besedila, piše romane, kratko prozo, tako da je precej vsestranski. Letnik 77, tako da lahko rečemo pisatelj srednjih let. Piše pa take malo odštekane, zanimive, malo zafrkantske zgodbe, no, ki so mene zelo pritegnile in ker so se mi zdele tudi na nek način drugačne in vredne tega, da jih prevedemo, sem ga potem tudi predlagala in tako da zdaj imamo zbirko Duša ob cesti v slovenščini, kar me res veseli. Kmalu bomo prisluhnili odlomku iz knjige, da si poslušalci ustvarijo vtis o tem, o čemer govorite. Samo še to, kakšen pa ima položaj v sodobni estonski književnosti? Kako prepoznavan avtor je? On je eden od pomembnejših sodobnih estonskih avtorjev. Redno objavlja kratke zgodbe tudi v literarnih revijah. Prejel je že številne nagrade tudi v Estoniji. Je zelo uveljavljen, je tudi prevajan. Je pa treba povedati, da estonski avtorji na splošno niso tako obširno prevajani ali pa tako mogoče zastopani v tujini. Velikrat je razlog predvsem to, da primanjkuje tudi prevajalcev. Tako kot smo videli recimo v Sloveniji, v bistvu prej sploh nismo imeli praktično prevodov iz estonščine, ampak razlog je večinoma to, da ni bilo tudi prevajalca, ki bi sploh prevajal in se lotil. Ne pa to, da recimo ne bi bilo dobrih avtorjev zdaj v Estoniji. Tako da zaseda sigurno vidno mesto v sodobni estonski literarni krajini. Glede na vaše znanje angleščine boste zdaj lahko prevajali estonske avtorje tudi v angleščino. Ja, mogoče res, čeprav v angleščino pa imajo nekaj tudi odličnih prevajalcev, tako da so kar v redu pokriti na tem področju. Bomo zdaj prisluhnili drugemu delu zgodbe Tragičnost, potem pa nadaljujeva. Bolj, ko so minevali dnevi, bolj me je tista pripomba mučila, da mi manjka tragičnosti. V meni se je krepil občutek, da nisem sposoben videti sočloveka. Morda pa mi je prav to hotel sporočiti tisti starec s svojim klicem. To sem slišal celo, kadar me ni klical. Morda mi je hotel sporočiti, da mi manjka empatije, sposobnosti, da bi čutil s sočlovekom, delil njegovo trpljenje in razumel njegove misli. Saj nisem sposoben ljudi niti zares poslušati ali si zapomniti njihovih imen, kaj šele, da bi razumel njihovo trpljenje in misli. V besedilih se poslužujem ironije, včasih sem celo ciničen, vse obrnem na šalo. Mimogrede, zadnje čase sem slišal tudi, da se moje šale ponavljajo in niso več smešne. To počnem zato, ker nisem sposoben videti sočloveka in ga razumeti, torej se je najlažje norčevati iz njega. No, skušal sem se tudi zagovarjati, svoje knjige sem zložil na mizo in jih prelistaval, a me je to početje vse bolj utrjevalo v prepričanju, da je res nobene empatije ali tragičnosti, le posmeh. Sicer sem v svojih besedilih hotel sporočiti, da je življenje vredno posmeha, z nekaj izjemami, zdaj pa se mi je tudi ta zamisel zazdela kot bedno opravičevanje tega, da se ne znam pogovarjati z ljudmi, jih videti, razumeti in prisluhniti ter opisati njihove usode in razgaliti njihovega srca. No, tako sem sedel
in se žrl, po glavi pa se mi je ves čas pletlo eno in isto, dokler me ni prešinilo, da je bil morda tisti vljudni starec nasploh prvi človek, ki sem mu kdaj zares prisluhnil, o njegovih besedah temeljito razmislil ter se na to zazrl vase, čeprav je bilo to preklemano, boleče in težko. A tudi ta misel me ni spravila v nič boljšo voljo, v glavi me je še vedno kljuvalo, da nisem pisatelj, ki bi nagovoril večnost. Dobil sem zamisel, da bi napisal kaj o tistem telefonskem klicu in o svojih sanjah, morda bi lahko tako o sebi in o tistem vljudnem starcu razmišljal s potrebno globino in tragičnostjo. Pred enim tednom me je svet poklical. Ponovno se je predstavil, rekel je, da mu je ime Jak. Kako je mogoče, da si ne bi zapomnil nekoga, ki mu je ime Jak? Tudi telefonska številka se je izpisala, to sem preveril takoj, ko se je začel predstavljati. Spet na dolgo in široko ter zelo vljudno, pa tudi kanček opravičujoče, ker trati pisateljev čas. Na rob časopisa Postimes sem zapisal njegovo številko. Nobenega dvoma, bil je isti starec. Čutil sem, kako mi srce divje razbija. Pozorno sem ga poslušal, stavke sem si prav vtisnil v spomin. Spet me je pohvalil in se upravičil, ker me moti. Z zanimanjem sem čakal, kaj bo tokrat povedal na koncu, kaj je bistvo njegovega klica. To se je zelo kmalu izkazalo. Možakar je bil vodja dramskega društva v kraju Palamuse, ime kraja spremenjeno. Navrgel je, da ima Murnik gotovo že dolgo poln, a morda bi vseeno našel čas še za njihovo dramsko društvo. Iz njihovega kraja je namreč slavni pisatelj Oskar Luc, ime spremenjeno, ki je imel brata Teodorja Luca, ime spremenjeno, o katerem bi lahko napisal dramsko besedilo. Kar tako, da bi nekaj rekel, sem vprašal, kakšno dramsko besedilo bi radi imeli. Možakar je izstrelil: komedijo. Hočejo, da je zabavno. Moja drža je bila več kot očitno obrambna in odklonilna. Rekel sem, da nočem pisati komedije. Moški pa se ni dal. Poskusite, je rekel. Sicer humornih predstav še niste pisali, ampak za naše društvo bi mogoče lahko? Res preklemano zanimivo. Pred 2 tednoma nisem bil dovolj tragičen, zdaj nisem dovolj humoren. Uskipel sem in ga vprašal, kje je dobil mojo številko. Odgovor je spet izstrelil: v gledališču v Rakvereju, ime spremenjeno, so mi jo dali. Vse bolj čudno. V Rakvereju sem sicer res delal eno uprizoritev, a zakaj bi mojo številko dobil pri njih? Starec je nadaljeval: nisem vedel, da niste več zaposleni tam, zdaj ste na svobodi, veliko pišete, se vam to splača? Prekinil sem ga. Nikoli nisem bil zaposlen v gledališču v Rakvereju. Starec: dajte no, seveda ste. Jaz? Nisem. Starec: še sam sem vas obiskal tam v vaši pisarni. Jaz? V gledališču v Rakvereju nimam pisarne. Starec: zdaj seveda nimate več, ampak prej, ko ste bili pri njih še zaposleni, ste jo pa imeli. Jaz: ne, nisem. Starec: ste. Tako se je nadaljevalo, dokler me ni nekaj preblisnilo in sem ga vprašal: kako mi je ime? Starec se je za hip zmedel, premolknil je, a se je potem zbral in odvrnil: Urmas Lenuk. Kot se mi je zdelo. Olajšano sem zavzdihnil. Jaz nisem Urmas Lenuk. Starec: kako ne? Jaz pač nisem. Starec: kdo pa potem ste? Jaz: Urmas sem, ampak ne Lenuk. Starec: niste Lenuk? Jaz: ne. Starec: kako se potem pišete? Jaz: Vadi. Starec: tako. No, tega pa nisem vedel. Manjše razočaranje. Jaz: kaj hočemo? Premolk. Starec: ne, niste pravi Urmas. Jaz:
Ne. Konec pogovora. Julija Potrčavli, slišali smo odlomek iz zgodbe Tragičnost Urmasa Vadija. Slišali smo tudi, da v tej zgodbi nastopa avtorjev fikcijski podaljšek, če lahko tako rečem, oziroma fikcijski dvojnik. Kot sem lahko prebrala iz vaše dobre spremne besede k knjigi, to pravzaprav ni posebnost te zgodbe, temveč se večkrat zgodi v Vadijevih delih, da v njih nastopajo dvojniki realnih zgodovinskih ljudi in seveda tudi avtorjevi dvojniki. Lahko rečeva kaj več o tem? Ja, Urmas Vadi res s pridom uporablja ta postopek, v bistvu, da on nastopa kot literarni junak v svojih zgodbah, čeprav je treba tukaj poudariti, da se precej odmakne od nekega resničnega življenja, velikokrat se postavlja v neke precej bizarne ali pa že kar malo absurdne situacije. Tako da uporablja tudi druge resnične osebe v svojih zgodbah, jih omenja. To je počel tudi že v romanih. V bistvu ta kratkoprozna zbirka ni edina, kjer uporablja ta postopek. Meni se zdi pa ta njegov način oziroma ta postopek res posrečen, zato ker kaže tudi v bistvu neko sproščenost in tudi to, da sebe ne jemlje preveč resno. To mi je zelo všeč, se mi zdi, da je to ena lastnost pomembna finske in estonske proze, da ohranjajo neko zdravo mero humorja do sebe. To se mi zdi pomembno in mislim, da je to nekaj, kar lahko tudi v Sloveniji precej cenimo. Urmas Vadi pravi o tem postopku, da se je v bistvu nekako na začetku je pisal bolj realistične zgodbe, potem se je pa tega mogoče malo naveličal in je začel razmišljati, kaj pa če bi jaz malo dodal, malo lepšal življenja teh ljudi. Tako da zdaj nastopa v različnih situacijah, naprimer na neki pisateljski rezidenci se znajde ta Urmas Vadi in potem se tam začne prava mala vojna oziroma neko sklepanje zavezništev in podtikanje in na koncu že skoraj se toliko sovražijo, da hočejo zastrupati drug drugega in pač take razne absurdne, kar zabavne situacije, ki so izmišljene, ampak hkrati pa to, da on sam s svojim imenom nastopa noter, se mi zdi še en tak dodatni aspekt te komičnosti pri njemu. Knjiga ima zanimivo zgradbo, kajti zelo velik del zgodb se posveča literarni tematiki. Bi malo predstavili zgradbo, katere teme ga še zanimajo in morda še to, ali je ta literarna tematika v svojem najširšem kontekstu, mislim seveda zdaj vključno z literarnim življenjem, ki ste ga ravnokar omenili, oziroma življenjem literarnih ustvarjalcev, ali je to posebnost te knjige recimo, ali ga ta tema tudi sicer tako zanima? Ja, ta literarni aspekt je v tej knjigi močno prisoten. 15 zgodb je vključenih v zbirko, od tega prvih 5 ima različno tematiko, zadnjih 10 se pa ukvarja na tak ali drugačen način v bistvu z recimo življenjem literarnega ustvarjalca sodobnega. Spet z malo je treba tle imeti neke navednice, ker pogosto so te situacije kar absurdne, tako kot sem že omenila. To je tema, ki ga zanima tudi v drugih delih. Recimo njegov romaneskni prvenec je bil malo tako že na to vižo, da glavni junak je tudi tam Urmas Vadi in piše pisma svoji teti Ane o tem, kako ne more napisati romana, in potem ji podrobno opisuje, da se trudi, ampak mu ne gre in tako. Tako da je ta malo zafrkanska, malo ta nota že tam prisotna, in tudi v njegovih drugih delih je, se mi zdi, to je pač življenje, ki ga on pozna, On je literarni ustvarjalec in velikokrat seveda pišemo o tistem, kar poznamo, tako da se mi zdi to tudi povsem naravno. Je pa mi všeč prav to, da ima nek ta
da ima neko humorno distanco do sebe, no, da se lahko heca v bistvu prav tudi samega sebe, da se postavlja v neke res čudne situacije. Naprimer, v eni zgodbi ima zasedanje oziroma sejo društvo estonskih pisateljev, zato ker so ugotovili, da je en član njihov nekrofil in potem zdaj razpravljajo, ali bi ga izključili ali ne. Veliko jih je zelo močno za to, da ga izključijo, nekateri pa pravijo, da pač ljudem je treba pustiti njihovo naravo in da zaradi tega jih res ne smeš izključevati iz društva, in potem se tam znajde Urma Svadi in on mora odločati o tem, ali tega člana izključiti ali ne. Tako da pač zapleti so pogosto kar precej taki, pač neko pretiravanje, malo absurdni, zelo zabavni. No. Tako da ni to neko pusto opisovanje, ne vem, življenja literata, ampak je zmeri malo ozaljšano, bi lahko rekli. Pa je za to komičnostjo, ironijo, je kakšen globlji pomen v smislu, recimo, kaj so jim družbene kritike ali morda kritika ravno tega, da bi se ljudje jemali preresno, ali gre za humornost sama na sebi? V vsakem delu je vsaj sodobnem, no, ki opisuje sodobno družbo, ali pa nasplošno se mi zdi, da je vedno lahko najdemo neke sledi tudi družbene kritičnosti, tudi Vadi ni nobena izjema, ne, na koncu pišejo kakšnih tudi v pisateljih, ki se komaj preživljajo, ki živijo nekje v neki koči ob gozdu, zato ker si ne morejo privoščiti stanovanja v prestolnici, tako da ti elementi sigurno so. Ampak ja, jaz vidim ta njegov humor kot mogoče odziv na to, da se nasplošno v literaturi vsi jemljajo zelo resno, no? On pa tukaj ubere malo svojo pot in se odloči, da on se pa ne bo jemal tako zelo resno. In tukaj vidim to njegovo neko svežino, neko novost, no? Tako da na ta način se mi zdi zanimiv in ta zabavnost, v bistvu ta humor mu res zelo dobro uspeva, hkrati pa imaš vedno občutek, da se ne trudi biti zabaven, no? Nimaš občutka, da zdaj njegov namen je ustvariti neko res pač zabavati na vsak način, ampak samo opisuje neko situacijo. Velikokrat so to tudi neke zelo mučne, take, zelo ga zanimajo medčloveški odnosi in velikokrat prihaja tle do enih res mučnih situacij, naprimer 2 para ali 3 pari se dobivajo na večeri pogosto, potem pa en par izključijo in se pač samo še 4 prijatelji, 2 para se dobivajo in potem ta moški, ki je bil izključen, slučajno naleti na njih in je seveda strašno užaljen in ne more verjeti, da so ga izključili in da se zdaj dobivajo brez njega, in potem to je res opisan tako zelo, tako da prav čutiš zadrego njihovo in zadrego njegovo in potem skušaš še iz njih izvleči, zakaj so ga izključili in zakaj ga ne marajo in zakaj ga ne vabijo, in to je pač vse slabš, to postaja in vse bolj mučno je to, tako prav čutiš to zadrego, tako da se mi zdi, da je res mojster tudi te situacijskih opisov, medosebnih odnosov. Se pa poznamo tudi, da je pisec dramskih besedil, no, ker so dialogi zelo živi, zelo zna ustvariti to dogajanje, no. Ta besedila niso pusta, ampak res čutiš stisko teh junakov njegovih in te grozne situacije, v katere, oziroma njim se zdi, da so grozne, ali pa v eni drugi zgodbi je nek moški čisto iz sebe, ker prijatelj vsak večer pripelje svojega psa in ta pa se potem pokaka zadaj za njegovim vrtom in pač ta moški zdaj ne ve, kako bi prijatelju na lep način rekel, če lahko prosim tega psa ne vodi več na njegov vrt kakat, in potem poskuša na vse mogoče načine mu nekako sporočiti, no ampak potem na koncu pa odloči za nek povsem tak še kar bizaren pristop, no, in začne zbirati te pasje drekce in jih razstavljati in potem tako, no, več pa ne bom povedala, ampak res se splača, ti zapleti so zelo zanimivi. Nenavadni, zanimivi, ja. Julija Potrčavli, kaj pa jezik? Kako ste se z njim soočali kot prevajalka? Jezik deluje res mogoče
precej tak naraven, preprost, no, kot sem že rekla, veliko je tudi teh naravnih dialogov, ampak ni bil najlažji mogoče vseeno za prevajati, no. Vseeno rad izbira tudi kakšne posebne strukture besede, tukaj je zelo premišljen, se vidi, da je to zelo dodelana literatura, no. In tudi jezik je skrbno izbran, tako da tukaj sem imela kar precej dela s tem, da sem ujela pravi ton, da sem res pač se včasih tudi za kakšno besedo še dodatno potrudila, da ni bila res tista prva, na katero pomisliš, ampak tukaj te nianse se mi zdi, da so mu zelo pomembne, no. Tako da mogoče se res bere, kot da je precej nezahtevno, tako tekoče, lepo, ampak hkrati pa vidiš, da njegov literarni jezik je pa vseeno bogat, izdelan, premišljen. Bere se zelo tekoče, je pa literarno bogat jezik. Tako da verjetno je tudi razlika posebna med prevajanjem takega dela in mladinske književnosti, ki zahteva pa spet svoje spretnosti. Ja, pri mladinski književnosti, ki jo večinoma prevajam iz estonščine, me pa predvsem navdušuje, če so kakšne besedne igre, rime, take zabavne spet stvari. Tako da ta humor je očitno pri meni kar razstalnica, no, nekaj, kar imam zelo rada. In estonske otroške književnosti in tudi finske, ki je humorna, sploh ni težko najti, no, tukaj so res so odlični in prav humor je tudi velikrat prisoten, no, ampak kar se tiče pa jezika, seveda otroška književnost tudi se zdi mogoče na nek način, da je to manj zahtevna jezikovno, ampak hitro vidiš, da vsaka beseda je res pomembna, hkrati je pa veliko tudi tega igranja z jezikom, ki terja tudi zelo veliko neke spretnosti, znanja, pač nekih teh veščin, da se to ustrezno potem tudi v slovenščino prenese. Zagotovo tudi izreden jezikovni zaklad v slovenskem jeziku, ko iščeš vzporednice, ne? In tudi za otroke se mi zdi, da si je treba dovoliti, da so kakšne besede malo bolj tako žmohtne, zanimive, da se ne smeš bati tega, da bi tudi otroško književnost vnesel kakšne besede, ki so v končni fazi, se mi zdi, da je to otrokom zelo zanimivo, no? Tako tudi kakšna mogoče malo manj poznana, pa se kaj naučijo, kakšna stvar, ki se mogoče rima, ali pa kaj taka malo nenavadna, nova, pa jih pol zanima, kaj je ta beseda, pa sprašujejo, da se s tem tudi bogati njihov besedni zaklad in tudi to se mi zdi v bistvu zelo dragoceno. Julija Potrčavli, hvala lepa, to temo bomo nadaljevali v drugi oddaji. Za danes se vam zahvaljujem za ta zelo zanimiv in izčrpen pogovor. Čestitam vam za prevod knjige Duša ob cesti Urmasa Vadija. Spoštovani poslušalci, vam pa se zahvaljujem za pozornost, ki ste jo namenili današnji oddaji, posvečeni estonski književnosti, posebej knjigi Duša ob cesti Urmasa Vadija. Gostili smo prevajalko Julijo Potrčavli, z njo sem se pogovarjala Tina Kozin, izbrane odlomke iz knjige je bral Igor Velše, oddajo je posnel Vito Plavčak, tonsko pa je oblikoval Gašper Loborec.